Po tragediji v Velenju je minister za zdravje napovedal notranji nadzor v zdravstvenem domu. Direktor trdi, da je ekipa ravnala pravilno, minister pa na voljo sta bili obe reševalni vozili. Zakaj jo niso uporabili? Je zatejil sistem? Če en drugič pokliče po pol ure, moraš vedeti, da nekaj ni v redu, je po tragediji v Velenju dejal zdravstveni minister. 74-letnik se je moral v sredo v hudih bolečinah dvakrat sam peljati v dežurno službo zdravstvenega doma, saj dežurna zdravnica PON ni poslala reševalnih vozil, ki sta bili na voljo. Umrl je za volanom nedaleč stran od zdravstvenega doma. Vodstvo velenjskega zdravstvenega doma zatrjuje, da je bil pacient ustrezno obravnavan. Minister Bešič Loredan pa zahteva izredni strokovni nadzor. Sum kaznivega dejanja preverja tudi policija. Tjaša Dugolin. Bilo je nesrečno naključje, ki je v medicini vedno mogoče. O tragediji danes pravi direktor velenjskega zdravstvenega doma. Starejši moški je v hudih bolečinah zaradi ledvičnih kamnov v sredo ob 4 zjutraj poklical na 112. Stanje pacienta ni bilo življenjsko ogrožajoče in posledično je ekipa nujne medicinske pomoči pacienta predala v obravnavo dežurni ambulanti. Ker so ocenili, da bo zmogel, vseh dežurni zdravnici v zdravstveni dom odpeljal sam. Bil je, ustrezna terapija in pa tudi napotitev na nadaljnje bolnišnično zdravljenje. A je kmalu po prihodu domov ponovno poklical na pomoč. Drugi klic je bil iz dveh razlogov. Eden je bil, da se mu je po prvi terapiji bolečina zopet pojavila in posledično je želel čim prej priti do bolnice. Je bilo pa z njim dogovorjeno, da pride še enkrat v zdravstveni dom po drugo terapijo, močnejšo. Zakaj se je moral v takšnem stanju na pot še enkrat odpraviti sam, se medtem sprašuje zdravstveni minister. Zasedenosti ekip in avtomobilov ni bilo, ali drugače rečeno, oba reševalna vozila avtomobila sta bila v zdravstvenem domu. Šteharnik ponovno, ledvični kamni niso smrtno nevarna zadeva. Na ta račun pa bi lahko vozila zmanjkala za dejansko nujne intervencije. Je zaprosil za prevoz v bolnico. Dobil je namreč napotnico za bolnico. Nujna medicinska pomoč ni taksi služba za prevoze v bolnico. Ko te pacient drugič kliče po pol urah, moraš vedeti, da pa nekaj ni v redu. Šteharnik zagotavlja, da pacient zaposlenih v zdravstvenem domu ni opozoril ne z besedami, ne z dokumentacijo na kakršnekoli druge zdravstvene težave. Da jih je imel, so po smrti povedali sorodniki, sin in snaha sta zaposlena prav v tem zdravstvenem domu. Da je imel težave z aneurizmo in da je imel slabo krvno stanje oziroma stanje žil in da ni bil v najboljši situaciji že prej. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, da bi ugotovili, ali je šlo za strokovno napako, sistemsko anomalijo ali lokalno posebnost. Minister od zdravstvenega doma pričakuje izredni notranji strokovni nadzor, po potrebi bo opravljen tudi zunanji. Edino, kar nam še manjka, je posnetek številke 112, ki pa ni dosegljiv in je vendar skoraj mesec dni časa, da bomo lahko prišli do njega. Mi bomo zahtevali to v najkrajšem možnem času, to mora biti v dnevu ali dveh. Z dogajanjem se bodo v torek seznanili tudi mestni svetniki. Tudi sam bom seveda na nek način predlagal določene ukrepe, na kakšen način tudi povečati pravzaprav, bom rekel, vrsto nadzora nad javnim zavodom zdravstvenega doma Velenje. Na policiji pa so zadevo najprej obravnavali kot prometni dogodek, saj moški, ki je sicer trčil v kovinsko ograjo, ni umrl zaradi prometne nesreče. Po objavah v medijih pa so začeli preverjati sum kaznivega dejanja. Tragičen primer v Velenju po mnenju ministra Bešiča Loredana potrjuje, da sistem nujne medicinske pomoči ni ustrezen, ne sledi razvoju stroke, se ne prilagaja potrebam prebivalstva in predstavlja vse večja tveganja. Priprava prenove nujne pomoči že poteka, dokument naj bi bil končan prihodnji teden. Pa bi reorganizacija nujne medicinske pomoči preprečila smrt 74-letnika Sandra Boršič. Sistem nujne medicinske pomoči, kot ga poznamo, očitno ne deluje in ni tak, kot bi moral biti, je jasen minister. Tisti trenutek, ko bodo vsi izvajalci nujne medicinske pomoči vključeni v enotni dispečerski sistem zdravstva, kjer bodo matrice odgovorov na klic nujne medicinske pomoči popolnoma jasne,
do česa takega ne bo prihajalo več. In izhodišča za prenovo celotnega sistema nujne medicinske pomoči so že pripravljena. Ga pokažem, da ne bo kdo rekel, da se kaj izmišljujem. Rešitev minister vidi tudi v vzpostavitvi satelitskih urgentnih centrov, ki bi delovali neprekinjeno. Zdajšnje dežurne ambulante v zdravstvenih domovih, ki ne bi postale sateliti, pa bi bile po noči ukinjene. Če bi bil tak pacient obravnavan v satelitskem urgentnem centru, bi se pacienta opazovalo, bi se mu nastavila infuzija, kanalček in do česa tega ne bi prišlo. In še dodaja, da če in ko bodo vsi vključeni v enotno dispečersko službo, Bodo izvajalci te službe imeli jasen protokol, ki je enak vse posod. enotna dispečerska služba bi podobne primere preprečila. Krčenje oziroma reorganizacija mreže nujne medicinske pomoči pa bi pomenila ravno nasprotno, opozarja direktor zdravstvenega doma Kamnik. Po domače, če bi ukinili več enot, res ne vem, na kakšen način bi to rešili ta konkreten primer. Jaz mislim, da bi to bistveno poslabšali in vzeli še več ljudi. Zdaj, če pa govorimo o reorganizaciji v smislu, da se enote vključujejo v dispečersko službo zdravstva, v tem primeru pa seveda to na nek način zmanjšuje tveganje za take dogodke. Saj bi tak sistem, kot če pravi, predvsem zmanjšal dvome v to, ali se je zdravnik odločil pravilno ali ne, saj bi bila aktivacija reševanja po enotnem protokolu za celo državo. Ključno je, da se reševalno vozilo enotno odzove na klic po enotni matrici. To je ključno. In ta matrica bo mogla veljati vse posod in zato je enotna dispečerska služba zdravstva nujno potrebna. Kako bi konkretno izgledala prenova sistema, bo očitno jasno kmalu. Dokument pripravlja 30 strokovnjakov, prihodnji teden ga bo v roke dobil minister za zdravje. Uvedba enotne mreže nujne medicinske pomoči pa naj bi zaživela v začetku prihodnjega leta. Minister se je odzval tudi na napovedano stavko